spet tu, pri poklicu izvajalca suhomontažne gradnje. V prejšnjem delu smo videli, da s poklicom izvajalca suhomontažne gradnje znaš načrtovati delo, poznaš materijale, ki se vse skozi razvijajo in izpopolnjujejo in veš, katero orodje prijeti v roke in ga tudi spretno uporabiti. No, jaz sem recimo izvedela še marsikaj o zgodovini raznih materialov, pa kaj so še? Ja, izvedela sva, da je pri izobraževanju za ta poklic odlično to, da je v šoli že veliko praktičnega dela in ni tako, da bi prišel iz šole in ne bi nič znal. Pa pri suhomontažni gradnji recimo je dobro še to, da ni umazana, da je človeku in okolju prijazna in ni fizično prav zelo naporna. Ja, in tokrat si bomo ogledali prava umetniška dela, ki jih izvajajo suhomontažni mojstri pri nas in tudi spoznali enega izmed njih, ki je prejel že kar veliko nagrad. No, prej pa še malo treninga. V redu. Ajde, kdo bo prej? Niki spet. Gospa Posavec, dajte mi povedati, kako poteka šolanje za izvajalca suhomontažne gradnje. To je poklicno izobraževanje, poteka 3 leta na naši šoli. In sicer je prvo leto skupno za vse programe iz gradbeništva, potem je pa približno tako 1/3 je splošnih predmetov, slovenščine, matematike, tujega jezika, naravoslovja, družboslovja, tudi športne vzgoje. Potem je 1/3 je strokovnih predmetov v šoli, to je praksa in teoretični del. Potem je pa 1/3 prakse pri delodajalcih. 3 tedne v prvem letniku, 3 tedne v drugem letniku in 23 tednov v 3. letniku izobraževanja. Tako da je to splošno poklicno izobraževanje, ki je pravzaprav za vse programe v Sloveniji enako. In po 2-3 letih šolanja dijak kaj vse zna? Ja, zna zadosti, da lahko kvalitetno začne svojo strokovno pot, vsekakor je pa od njega odvisno, do kam seže. Zna po teoretični plati zagotovo zadosti, da lahko razume osnovne probleme v gradbeništvu, kar se tiče toplotne izolacije, se pravi tudi vplivov zgrajenega objekta na okolje. Zna jasno tudi vse detajle, ki so potrebni za izdelavo samo, tako da za štart jaz mislim, da je to več kot dovolj in če so še, tako kot so se pokazali pridni na gradbišču, se lahko še v praksi sami veliko zraven tudi naučijo. Živijo. Živijo. Živijo, čau. Živijo, čau. Tole je mojster med suhomontažniki Boštjan Petrič. Boštjan je prijel že veliko nagrad za svoje delo, med drugim tudi za wellness center v tem poslopju, ne? Ja, res je, ja. Spodaj je wellness center in obenem tudi ta strop tukaj. Ja. In kdaj ste se začeli ukvarjati s tem poklicom? Leta 1998 sem v bistvu pristopil k eni skupini, ki so rabili malo pojačanja za 1-2 dni in evo, sem tukaj, ker sem. Čist naključno? Čist naključno in mi je bilo všeč in to zdaj počnem, ne. Kaj vam pa je najbolj všeč, recimo? Najbolj všeč, sam izziv mi je najbolj všeč tukaj, da je pravilno, predvsem pravilno in estetsko končan izdelek, da je v bistvu obe strani, da so zadovoljni. In kaj trenutno počnete? Kaj delate? Ta moment počnem eno pasivno hišo v Kranju. Mogoče, če vas zanima, se mi lahko pridružite, da jo pogledamo. Seveda, gremo. Vidva krpejte, smo še malo, No, pa mi gremo. Ajde, živijo. Marko, povejte mi, kaj so posebnosti v suhomontažni gradnji? Suhomontažna gradnja je zelo zanimiva. Rekel, da se zelo veliko stvari narediti na zanimiv način. Zelo hiter se gradi, zelo čist posel je, suh. Takoj se da obdelovati naše izdelke naprej. So pač vsi prostori, stanovanja, poslovni prostori, karkoli, takoj vsiljivi, ni treba čakati kot pri klasični gradnji, da se mora to sušiti, pa hitrejši postopki in tako naprej. Leon, povej mi, zakaj si se ti odločil za ta poklic? Predvsem zato, ker mi je zanimiv razgibanje. Nismo na istih objektih, se predstavljamo po Sloveniji, tako da vidimo veliko krajev. Kaj pa ti recimo predstavlja največji izziv? Kje je delo na višini, recimo? Ja?
Kaj pa recimo najrajši delaš? Mansarde, ogrevanje oken in podobne stvari. Kakšna pa se ti zdi prihodnost poklica? Čedalje večja. Prihodnost je zagotovljena, ker pač gradimo čedalje več vsako leto. Na podlagi statističnih podatkov Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje je bilo v obdobju od januarja do avgusta 2008 objavljeno 107 prostih delovnih mest za poklic izvajalec suhomontažne gradnje. V enakem obdobju je bilo prijavljeno 37 brezposelnih oseb istega poklica. Zgradite si topel in ekonomičen dom.